In sedaj, kot obljubljeno, dovolite, da povabim na oder del ekipe. In sicer pričnimo z avtorima glasbe Alenja Pivko-Knežević in Simon Penšek. Pridružil se nam bo še producent Andraž Jerič. Ter seveda režiserka in scenaristka Ester Ivačič. Tako, kot rečeno, za vsa vprašanja, to samo dvignite roko, da vam podajo mikrofon. Mi pa predlagam, da se kar usedemo tule gor malo više, da nas vidijo. Evo. Ester, začnemo s teboj. Se morda spomniš občutka, ko si dobila zeleno luč za prvi celovečerc, ko so ti javili, lahko posnamem, odobreno je bil strah, navdušenje? Občutka, ko smo dobili razpis, občutka, ko smo bila povabljena k projektu. Ko si vedela, da boš posnela tako, Ja, super, v bistvu, mislim, itak ni bil tako en tak občutek, ampak je to bil res tak zelo dolgotrajen proces, to smo dolgo razvijali. Tudi, če dobiš eno zeleno luč, vedno te kdaj sproti kaj skrbi, če bo šlo skozi ali ne, če bo tako, kot si zamislil, ali bo šlo neki v franže. Tako da ja, ni en tak fiksen občutek zelena luč in potem vse ok, to je res en tak nihanja gor in dol in proces dolgotrajanja. Ko sva že v bistvu že leta 2018 so scenaristko to začeli pisati in potem smo to dolgo leta razvijali. Ja, ampak ja, fino je vsakeč, ko dobiš neko spodbudo in tako ful lepo. Sedaj je to za tabo. Primerjava, prej si snimala več manj kratke filme, to je bil prvi izziv, kako je bilo krotiti somnožico na setu, verjetno je bilo več vsega, kako si se znašla v tem? V bistvu krotiti, nekako motivirati, recimo, ja. Pa mi smo v bistvu na setu imeli neko tako zelo, kako bi rekla, igrivo vzdušje in se je to kar poznalo potem tudi v montaži, na dober način mislim. Tako veliko je bilo otrok, pač kot ste videli, veliko je bilo pač otrok, ki so bili prvič na filmu, starejših ljudi, ki so bili prvič na filmu in tudi profesionalnih igralcev, ki pa seveda niso bili prvič na filmu, tako da smo malo mešali te svetove. Meni je bilo fino, no, v bistvu, od vsakega se pač nekaj novega naučiš in ja, meni je to bil nek tak dober izziv in ja, zanimivo skozi. Preden vključimo še ostale, mogoče samo glede naslova. Kako malo nenavaden naslov. Ste kaj oklevali, te kdo morda, bomo rekli, skušal prepričati, ne, to je predolgo, to je prečuden naslov, to ni to, ali je bil že od začetka si imela ta naslov v glavi, ali kako je to nastalo? Ne, najprej je bil delovni naslov Noben glas, ker je pač tudi knjiga Suzane Tratnik, Noben glas, po kateri je ta film pač narejen. In potem sva pač, potem, ko sva z Niko zaključili ta proces scenarija, se je film počasi začel spet spreminjati obliko z nekimi predpripravami, s snemanjem in se mi je zdelo pač, da v bistvu zdaj, ko dobiva neko novo obliko, da bi tudi mu rada dala nek drugačen naslov. Ida, ki je pela tako grdo, pač to pa v bistvu zato, ker imam pač rada neke te zgodbe, malo te ljudske pa to in pravljice in mi je, tako sem si predstavljala, kot da je pač to neka taka oseba, ko se potem čez dolga leta spomnijo na njo in je, kot da bi pač rekel, ne vem, za nekega človeka, ko ga pač poznaš iz svoje vasi, to je pa, ne vem, ta Simon, ki je tam pred 5 leti kupil osla in je to pa to delo. In tako se mi zdi, da je pač to, kot da pol neki ti ljudje iz te Idine vasi, da se pol čez dolga leta spomnijo na njo in se tako, ja, to je pa ona Ida, ko je pač to delala. Ko neka vaška posebnica, ja, to smo je pol nadeli. Ni me noben probal staviti. Ok. Andraž, kako sta se vidva našla? Ti sicer več manj
spodbujaš nove avtorje, jih jemlješ pod svoje okrilje. Prej si imel tipično moško zgodbo, recimo o Posledice, če zdaj damo, zdaj je tipično ženska zgodba. Kako sta se našla in kaj te je prepričalo, da si? Z Ester sva se našla okoli 2015, po mojem, ali mogoče kako leto prej. Ko me je povabila nekako, da sodelujem pri njenem diplomskem filmu takrat, ki ga je delala na Univerzi v Novi Gorici, na Akademiji umetnosti, kjer je potrebovala še enega producenta poleg šole, da v bolj nekem praktičnem smislu ta film izvede. To je bil njen film Srdohrt, ki smo ga takrat skupaj naredili in od takrat naprej mislim, da smo skozi nekako v stiku. Par let potem je prišla ideja za ta film in je bilo nekako logično, da bi Ester to logično, naravno, da bi Ester to režirala. Ja, zelo na tak način smo se našli filmski, no? Na filmu pač. Ok, še avtorja glasbe. To delo, kaj avtor glasbe mora narediti, je splošnemu gledalcu malo manj znano. Morda vam da imamo pa to vprašanje, tudi izbor glasbe, ki ga slišimo, not je to vajna odločitev ali ne, in predvsem, kar se tiče pa filmske glasbe, ki je napisana, katere avtorja sta, je bilo to naprej točno določeno, na katerih delih, ali ste to v procesu snemanja skupaj soustvarjali? Lahko vsak svoje. Glasbo, ki ni avtorska, sva izbirala. Sicer je tu malo navezave že na ta Esterin svet iz prejšnjih kratkih filmov. Recimo Srne so bile izbrane specifično zaradi tega, ker so se že pojavili v enem filmu in sva hotla nekako v Srdohrdu. Pardon, ne v Asunti, v Srdohrdu. In sva hotla nekako, ker sva tu že delala prejšnje ene kratke filme in sva hotla nekako vse skupaj v nek glasbeni prostor Esteringa filma vse nekako umestiti. Ta priredba od Dan D je prišla pa nekako v zadnjem trenutku zaradi tega, ker je avtorski komad, ki ga je odpel Tokac v filmu, in sva pol slučajno, ker sva iskala, ker na tem mestu res nisva vedela, kaj točno bi res pasalo, in pol enkrat sva gledala, iskala in se od nekje na enem playlistu pojavil ta Lep dan za smrt in je bilo tako, opa, pač mava ga. In pol smo, sej res, Dan D so naredili priredbo tega v nulo. To, kad si je že pel, vse skupaj se bo lepo povezalo, da ima to noter, pa bo lih prav vse skupaj zaokrožilo. Tako nekako. Kar se avtorske tiče, pa... Lenja? Ja, kar se avtorske tiče, nam je pa zelo nagovorila ta filmska govorica od Ester, tako da mislim, da je potekalo vse zelo organsko, zelo hitro sva dobila neke prve drafte, ki smo jih pol pilili, pa glancali, pa tolkli po njih, pa vse živo. Ampak tako, zelo je vse organsko potekalo. Inspirativno je bilo, zelo. Cool, hvala zaenkrat. Evo, predajamo besedo vam, draga publika. Če je kdo, imamo na balkonu, koga jaz tam ne vidim, boste pomahali. Če še ne, potem nadaljujemo. Morda, Ester, meni je padel tale kurent v teh pisanih, oziroma to strašilo, kurent, karkoli. Lahko mogoče obrazložiš, če je to čist kakva fikcija, ima kak simboličen, dodaten pomen, kako? Ja, to je v bistvu, se imenuje pozvačin, ta oseba, folklorna oseba, značilna za te kraje. In v knjigi Suzane Tratnik je ona zelo lepo opisala, kako se ona ves čas bala pač njega. On v bistvu vabi ljudi, da pridejo na poroko, kako se ga je bala, ampak hkrati jo je ful zanimal in je bil ful všeč in imel te pisane trakove lepe in ja, v bistvu smo ga postavili noter v nek ta idin domišljijski svet, kakor neka taka čarobno bitje, ki jo pač obiskuje in prihaja k njeni družini domov in ja, tako.
Morda tehnično, kar se tiče ti kadri in tako kot je zmontirano, dosti krat je zvok samo, v bistvu ni direktno povezan z sliko ali je kot naracija ali pa se začne prej, pa kasneje vidimo, oziroma zelo malo vidimo ljudi, ki dejansko govorijo kakšen poseben pomen, ali si hotela to narativno dimenzijo nekako poudariti domišljijsko? Kako? Kaj konkretno? Kaj, recimo dosti krat zaslišimo glas in ne vidimo tistega, ki govori, ali pa je slika je drugačna. Ne vem, se meni to samo to zdevalo. V bistvu v montaži sva z Andrejem Nagodetom se nekako vrgla v nek tak proces, da sva si predstavljala, da se vse nekako preliva nek ta idin svet in mogoče se tudi to v tem izraža, da se in zvok in glasba in dialogi in tudi neke te vse ostale stvari sva jih probala čim bolj atmosfersko v neko tako torej prelivanje, bolj kot pa neko zakoličenje postav. Tako da mogoče to mislite s tem. Ok, hvala. Delo z otroci? To pa je bilo super, ker pač ti otroci so bili skozi ful energični in divji in entuzijastični in vsi so imeli neke svoje ideje. In ne vem, kaj je to neko pravilo, da na filmu kaže, da ne smeš delati z otroki, pa s živalmi, pa še neka stvar je, tri pravila so. To si oboje prekršili. Še neka tretja so. Ne, ampak ne vem, zakaj, pač res so bili krasni, pač njim je bilo toliko neke poletne počitnice, ker so pač, ja, no, poleti se je to dogajalo in je bil ko nek kamp, ko nek tabor in vsakič en prišel do mene in bil, kaj pa če bi jaz zdaj, ne vem, zdaj sem zmislila salto naredil, pa pač ne, ni. Ampak take nore ideje in ta ples, ne, ki ga vidimo noter, to so si one vse zmislile. Ona je prišla do mene, ta punčka Tijana, in rekla, gospa, ali kak mi je že klicala, mi imamo en ples, jaz sem se zmislila koreografijo in sla, fajn, pač pokažite in je začela kazati in jaz sem bila, ok, super, lepo, ker počaki pa boste malo vadite, mi smo se mogli tam z nekimi drugimi stvarmi ukvarjati in bolj smo začeli snemati in oni so to odplesali in vse te neke njihovi momenti, to smo pač, ful je bilo dobrodošlo, no, vse kar so dali in ta zborček, ki je pač prišel, to je dejanski zborček iz Mursko-Sobeške šole, ne vem zdaj, kaj ima prva, druga, ne vem, prva. V glavnem polni so bili neki, ful so nam dali in vse je bilo tako živo zaradi njih in še zdaj, včeraj smo imeli premiero v Murski Soboti in so na snemanju se govorili, če boste še rabili kakšne igralce, jaz bi delal in še včeraj so isto bili, jaz bi še, ful je bilo lepo, tako da je bilo krasno, no, delati z njimi. Z našimi glavnimi igralkami pa smo imeli vse en malo več smo se pogovarjali, več smo vadile, bolj smo nekako ustvarjali ta ida intereska, bolj smo ustvarjali, tudi da ste bile prvič na filmu, nek ta njun svet, jaz sem jima pač dajala neke naloge, da smo pač postavili neko glavna čustva, v katerih sta se nahajala in potem sta sajmi besedami pač poskušali to doseči. Potem pa, jaz sem jim rekla, ne rabite se naučiti scenarija, ampak te otroci se pač tako skozi te pesmice učijo, pa neke te na pamet recitirajo in so se kar naučile ene stvari in sem bila super, pač fajn, tako da res sama dobra izkušnja od otrok in nič nisem bili utrujeni, tako 200% energije skozi. Wow. Omenila si... Ena iz Lendave, ena je pa iz Ljutomera. Ja, tako da glih, čez drugi. Omenila si to plesno točko, samo inicijativno, pa ne vem, enih par takih stvari, a so tudi kakšne te fore not prispevali, kot recimo, ne vem, mrtvi psi bodo jedli v cirke z mrtvimi psmi, a ne, par takih stvari izpade ven, to je bilo že naprej iz scenarija ali je bilo to tudi kaj dodatka? To je ona mal narobe povedala, ampak mi je bilo tako všeč, da sem noter pustila. Ker ni mrtvi psi, ampak mislim, da je bilo nekaj druga. S psmi, ne vem, pač ni bilo z mrtvimi psmi. Se ne vem, če sem se zapomnil. Ja, točno tako je. Mrtvimi psmi je šel cvirke. Ampak meni je bilo to ful simpatično in smo pa noter pustili. Cool, se strinjamo.
Ampak vse te, da povem res, da mislim, da sem prav včeraj ugotovila, ta Tereska ima od naturščkov največ teksta dejansko in mislim, da je ona sploh, razen tam, ko se učita geografijo in gledata te zemljevide, tiste je čist zimprovizirano, vse ostalo je pač se naučila besedilo in pač po svoje interpretirala vse te replike, tako da ja, no, to sem mogla povedati, ker res sem ful ponosna na njo. Kako si pa podoživljala ta čas, ker si mlada, tu imamo pa še, ne vem, meni je bilo hecno, tudi isto nimajo razglasa v šoli oziroma mikrofonov, mislim, ozvočenja. Obkrožnica. Ja, hodijo okoli in... To smo mi tudi imeli, jaz sem rojena 92 leta, smo imeli tudi okrožnice, ja. Mi smo jih imeli po točku, pa smo malo prej. Ok, cool. Ampak ja, sem hotela v glavnem ostati zvesta nekem tem literarnem svetu Suzanjinem in kar se najprej mogoče zdela, nisem vedela zares, če je to meni blizu, potem sem pač ugotovila, da je ta res neka zgodba o izgubi in želji potem, da ohraniš stvari, ki so take, kot so, tako univerzalna, da pač, ja, mi je bilo pač krasno, sem posvojiti nek ta njen svet in kraj in čas. Tako da, ja. Kako so pa otroci to religiozno komponento podoživljali, oziroma kako si z njimi to predelala verjetno? Ja. Ja, pač to isto so neki motivi iz knjige, ta neka Sveta Marija, ki nimajo v bistvu kakor neka ja, pač čarobna oseba, neka čarovnica. Nista zares nismo šli zares z neko tako, kako bi rekla, veroučno podlago v to. Jaz sem jim sam povedala, to je pač vam, ne vem, tega ni več noter v filmu, ampak je bilo v scenariju Sveta Marija, čarobna gospa. In tako da ja, no to je njenko neka čarovnica, neka taka in sta pač padla v to je njuna domišljija in ja. Mistično bitje. Ok, še kakšno vprašanje? Ja, izvolite. Kar? Vršinsko vprašanje, ampak sem samo hotela vprašati, če sem prav razumela, v bistvu tisti del, ki sta one dve šle k teti, se pravi, v bistvu to ni bilo resnično, oziroma ta teta je bila mrtva, oziroma najprej sem razumela, kakor da se mama pogovarja z mrtvo Anito oziroma sestro in potem pač tistim ognjem ampak pa nisem to nek njen usporedni svet, ki si je to vsem predstavljala, oziroma one dve sta verjetno vse nekam šli, oziroma ja, ta del. No. Ja, to je res, vse je res, šla je k mrtvim. Aha, ok. Dobro. Pač vse je, ja, ni, tako si jaz, ja, da je vse v bistvu je enakovredna resnica v tem filmu. Ker je zanimivo. Pa ful lep film, čestitke. Hvala. Tudi tisti prvi prizor, ko se ona pogovarja po telefonu, se mi zdi, sem prav pomislil tisto, a prav slišim zvok prekinjene linije, še preden ti pojasnijo, da dejansko ona se z nobenim ne pogovarja, oziroma z mrtvo sestro. Ne? Ja, to je pa naš oblikovalec zvoka Samo Jurca, sva sedela v studiu in je bil, kaj, to nekaj ne štima, kako bi lahko to še bolj skomunicirali. Jaz v redu je, vse je v redu, vse je cool, bil ne, neki še. In pol nič, v redu, grem domov in drug dan pridem nazaj in je bil, vem, kaj bomo naredili. Veš, tisti zvok in jaz ne vem. In pol mi pač pokaže ta trr in ti rekel, to bomo dali tukaj, ko se ona pogovarja po telefonu. Zdaj ful preveč pojasnjujem te stvari, ampak ja, mogla sem povedati, ker mi je res bilo tako fino, da sem tega spomnil in ja. No. Funkcionira, ne, ker sem rabo par sekund tisto, slišim prav ali ne slišim prav, ali je to mora biti. Cool. Ja. No, še kakšno vprašanje, kakšno mnenje, da izkoristimo priliko, ko imamo ustvarjalce tu. Če ne vem, Andraž, kako je z filmom, kdaj ga bomo videli na rednem sporedu, takoj po Lifu, kasneje? Ja, na rednem sporedu bo že tukaj v Kinodvoru naslednji teden, spravi takoj po Lifu in tudi druge po Sloveniji. Festivalski odzivi, Ester, ste bliže kje in odzivov, ja, pa prej si omenila recimo premiero v domačem kraju, kako so lokalci sprejeli tole? Ja, zelo lepo so sprejeli. Jaz sem tudi videla po
2,5 letih vse te ljudi, ki jih vmes nisem, in se je res videlo, da jim je ful pomenilo to in mislim, ful pa pač. Ja, lepo so sprejeli in vzajemno smo bili srečni, da smo se videli po toliko časa. Bili smo pa, ful so nam lepo pripravili, take male prekmurske gibanice, pa take kruhke s šunko pa serom, pa vino in take sveče so gorele tam. Ful so, lepo so nas sprejeli, tudi med snemanjem so nas ful lepo sprejeli in ja, krasno. Kaj še? Ja, imeli smo še v tujini v Cottbusu film. Ja, fajn so sprejeli tudi, ampak ja, je drugače doma, no, je pa itak, je tudi jezik in se bolj razume pri nas in se mi zdi, da je, mislim, meni osebno je bilo res ful lepo gledati, ker sem pač gledala na premieri v Linhartovi dvorani, ker sem res slišala vse ljudi, ki se, mislim, vse pač veliko ljudi, ki so se pač zraven smejali in sem slišala neke odzive. V Nemčiji pač tudi so sprejeli, ampak ja, drugače, ne. Zdaj, če malo doma je najlepše, ne. Ko omenjava jezik, kriteriji za to, katere dele podnasloviti iz prekmurščine. Kako? Pardon. Kateri je bil kriterij, kdaj podnasloviti prekmurščino? Ker to sem na par mestih je, ne? Ja. Tisto, ko je bilo najbolj očitno, ali kako ste to se odločili, kaj podnasloviti? Ja, mi smo imeli v naši ekipi eno osebo in je bila, ta oseba je bila v bistvu, kako se temu reče, testna publika za to, kdaj se razume in kdaj ne. Potem je ta oseba povedala, to razumem in to ne razumem. In pač, ja, to je, ja. Ko se ni, mislim, pač tam, ko se starejši ljudje pogovarjajo, je res, mogoče niso vsi razumeli enih besed in to smo pač podnaslovili, pa tudi v avtu, ko se pač oče razjezi in se pač pogovarja z mamo, se nam je tudi del, da se ni razumel. Ampak zdaj mi je zelo veliko ljudi rekli, da hoče gledati film s slovenskimi podnapisi ves čas sproti, ker so tako navajeni na vse filme, ne? Vse se gleda s podnapisi. Mogoče ni slaba ideja, da je vse skozi podnaslovljeno po slovensko. Boste predebatirali z Andražem. Kakšna anketa pade potem. Andraž, reci. Ne, za ta jezik pa to hotel sem dodati, da smo se kar dosti v bistvu o tem že pogovarjali že tekom pisanja scenarija in pol tudi tekom castanja v smislu, koliko bo zdaj recimo Matej Puc govoril prekmursko ali ne prekmursko, pa smo se odločili pol za neko srednjo pot, ki je recimo razumljiva, ampak še vedno pa nekako zaznamovana s tem dialektom. Vzeli smo si različne filme za neke smernice, ampak v nekih trenutkih pa seveda sploh kjer starejši govorijo in tako naprej, smo jim pa pač pustili bolj toliko proste roke, da smo se pol kasneje odločili, da to ni bila ta srednja pot, ampak bomo to pokrili nekako z podnapisi, da je res razumljivo vsem. Ok, še zadnja priložnost, če želi kdo kaj izvedeti. Če ne, se v imenu Lifa in verjetno tudi publike vam vsem zahvaljujem, Alenja, Simon, Andraž in Ester, hvala za to, da ste bili z nami. Uspešno pot filmu še naprej in vsem prijetno nadaljevanje večerja ali noči. Hvala.